come on, what up, and let's go. Sneta stari znanci, instagramci, facebookaši in ostale pristaši. A vas sploh zanima, kva tukaj dogaja? Na kavču z mano sedela bo raja. Uživo bo tekla naša beseda, sproščen pogovor. Spoljan, seveda, kul atmosfera in kupica vprašanj. Zbrani bodo gosti vsi spoljan. Ma dosti zdaj repanja, to mi res ne gre. Če da se ta podcast začne. Za konc vam povem še njegovo ime. Poljanski kavč, v zvezde naj gre. Čauke, spet smo v novi epizodi Poljanskega kavča. Moje ime je Uroš Bizilj, naš današnji gost pa je državljan celega sveta, popotnik, geograf, hispanist, aktualni profesor na gimnaziji Poljane, ljubitelj narave, zdravega načina življenja in neizmerni ljubitelj interaktivne table. Torej, z nami je Dan Kardum Šibila. Pozdravljen Dan, živjo kolega. Zdravo, živjo. Mislim, da si vse natančno povedal. Hvala lepa. Hvala, ker si se odzval našemu povabilu Poljanskega kavča. Z veseljem. Kako ti je kaj všeč tale naš improviziran studio? Po bistvu je kar v redu, no? Tako zgleda učeno. Domače, a? Domače, ampak moram poudariti, da hladno. Hladno je, ja. Lej, na začetku aprila smo, tako da ob koncu maja nam bo bolj vroče. Okay. Ko se zaključujejo ocene, začenja matura in tako. Ok. Vemo, da si bivši in sedanji Poljanec, torej vemo, da si večni Poljanec, a ne? Kako to, da nikoli nisi uspel prerezati poljanske popkovine? A morda zaradi tega, ker nisi uspel, ker nisi hotel? Kako je zdaj s tem? A je to naključje? Pa po mojem, da neko naključje ni. Pa tudi to, da mi ne bi uspel, po mojem, da tudi ni nek razlog. Se mi zdi, da je to čist nekako tako organsko prišlo do tega, no, da tukaj je bilo več kot čudovito, spomini so bili odlični, znanje, ki sem ga odnesel s sabo, je bilo tudi več kot zadovoljivo, potem pa, ko se je bilo treba odločiti kam, je zagotovo prva misel padla na Poljane, absolutno. In potem se je zgodilo. Koliko so se Poljane spremenile, odkar jih poznaš? Poznaš jih pa kar dolgo verjetno, ne? Ja, mi smo bili generacija 2008-2009, takrat smo maturirali, tako da nekaj časa je že pretekalo takrat. Kaj se je spremenilo na šoli? Kaj se je spremenilo? Se mi zdi, da najbolj se je spremenila stavba, dvorana se je spremenila, marsikaj se je dozidal, atrij je prišel, da recimo mi smo imeli še tiste neke take precej osnovne lesene strukture, kot neke take tribune so bile, tako da to se je precej spremenili. Skratka, nek tak estetski vidik je zagotovo drugačen. Kar se tiče hodnikov, se mi zdi, da je kar precej podobno, mogoče zdaj v teh korona pa post-korona časih, ni vse tako, kot je bilo, ampak takrat, ko je hodnik poln, se mi zdi, da se pa ne spremeni. To je malo tako kot ljudje na plaži. Nima veze, so to 60, 70, 80, ko je človek pač na plaži, je čisto vseeno, katera leta so to. Omenjaš svojo generacijo 2008, 2009. Ja? Pa me zanima, kaj je tvoja generacija ušpičila ob zaključku tega šolskega leta, ker namreč tukaj je do korone nekako je bila zmeri neka tradicija, da vsaka generacija naredi neko foro ali zapre šolo ali nekaj. Kaj ste vi delali? Ja, ne, ti kaj veš, kaj konkretno Jaz se ne spomnim, jaz sem vse to videl, jaz sem pri vseh vrgolijah sem bil zraven, ampak se ne spomnim zdaj, kaj ste vi delali. Ja, mi smo takrat zaprli šolo na ta način, da smo šli po eno ograjo, tako zelo gradbeno ograjo, tisto tako oranžno, plastično. Ja. Zdaj verjetno je že za dosti časa minilo od tega, da lahko povem, kam smo šli, po komu smo to vzeli. Šli smo tja do VTC-ja, tja proti Dunajski do konca, takrat se je gradila ena taka precej zanimiva stavba, tako okrogle, rotonda. No? In takrat je bilo to še gradbišče in smo vzeli eno rolo, ponovno smo šli to iskat, šli smo z mojim osebnim avtom. Ti si bil tak glavni zraven? Ja. Bravo.
Nekaj. No, in potem smo Koliko se pa bilo to, koliko V bistvu 10? mislim, da smo 2 so bila, pa mogoče največ 3, no, ampak po mojem, da 2 zato, ker avto je tako majhen, da več kot 2 niste šla noter. No in potem v C3 je šlo to, v Citroena C3. To je ena taka žalostna zgodba zdaj, ker so se poslovile s tem Citroenom 3 tedne nazaj, tako da sem ga moral pustiti nekje. Ampak ja, šlo je za to, da smo tisto ograjo natrpali v avto in potem smo to odpeljali do Poljan in smo takrat nategnili tako po celotni tej liniji, tam, ker je ograja, do ograje smo se skupaj napeljali. Na glavnem vhodu, ne? Na glavnem vhodu, absolutno, ja. In potem je bila še neka taka žičnata ograja, kar takrat niti približno ni bilo aktualno, zdaj mogoče to malo bolj aktualno. Mislim, da je bilo to, kaj je bilo pa zadnji, se pa v resnici ne spomnim, pa se mi zdi, da je bilo še nekaj stvari. No. Skratka, neke ovire, precej neprehodno je bilo. No. Zabarikadirali ste glavni vhod, kaj pa stranskega tudi? Več, da se ne spomnim, po mojem, da ne. Mislim, da ne. No, dobro. Ampak je treba po mojem kakšnega profesorja vprašati. Torej, to ste ušpičali. Povej mi, prosim, a si pri katerem predmetu si užival ali pa obratno, kje si trpel? Se to še kar enostavno. Si trpel sploh kje? Ja. Dobro, da tja še A prideva? ugibaš? Ne, že kar vem. Tam, kjer trpimo vsi, ne, verjetno, pri kakšnih matematikah, športna, fizikah. glasba. Pri športni si blestev, verjetno, ne? No, ja, trpel sem predvsem pri matematiki, no. To pa je država. Tam se trpi, tam se kali, tam se preizkuša, a ne? Ja, v bistvu vse to, ja. Je bilo kar zanimivo, no, skratka, zanimivi spomin, tako mešani, malo tak, kako ne rečem, štokholmski sindrom se vmes razvije. No, za tiste, ki ne veste, kaj je štokholmski sindrom, naj povem, da to je, kaj je to? To je v bistvu, da žrtve se poistovetijo z napadalci, z roparji ali pa z nekimi, ne? Ali kako, a sem povedal nekaj? Ja, sej. Ta oseba se bo verjetno tako ali pa drugače prepoznala v tem. Se tudi to bova omenjala, to osebo potem. Gre za profesorico matematike, seveda. Kako je delati s svojimi bivšimi profesorji in kako si se zbondal potem, glede na to, da si bil bivši dijak in si imel neko distanco, neko bariero verjetno do profesorja, pa kar nekaj priješ v zbornico, pa zdaj pa, ne vem, živa, greva na kavo, kako, kaj in to. Ja, vsekakor je zanimivo. To nekaj, to je ena taka posebna izkušnja, sploh recimo konkretno z dotično osebo, v kateri so se prej pogovarjali, bil en tak zanimiv moment, ko je bilo treba vprašati, kaj če bi ti meni podala to solato malo bližje in zdaj kako pristopiti k temu problemu, ne, da ti ta oseba, do katere si imel prej neizmerno strahospoštovanje, potem poda osebo, mogoče celo isto solato pikata. Tako da to je zagotovo zanimivo. Drugače pa se mi zdi, da je kar lepo, normalno, organsko šlo skozi, brez nekih hudih zapletov, postopno. No. So te najni kolegi lepo sprejeli? Ja, ali absolutno. na začetku, kaj, ti si tam, mi smo kle? Ne, absolutno vsi. Toplo sprejeto, ne? Vsi fino, ja, absolutno. No, lepo. A si, velikokrat se omenja poljanski duh. A si ga doživel, si ga najdel, nisi? V naši generaciji? Tako nasplošno, kot učitelj, kot dijak. Poljanski duh, a kaj poveva kaj o tem? Ne, mislim, da ni treba. No. Zdaj za našo generacijo ne bi rekel, da se je prav zelo veliko kazalo po hodnikih. Se mi zdi, da smo bili taka zelo normalna generacija, vsaj v našem razredu. Zdaj ostali razredi so bili kar verjetno malo bliže temu duhu. No. Ampak ja, se mi zdi, da neki fragmenti tega so bili. Danes, ko pa malo več razmišljam o tem, pa se mi zdi, da se predvsem kaže ne toliko v šoli, ampak v nekih obšolskih zadevah, ki se odvijajo. Ne. Tako da verjetno tukaj nekje nas opazuje, pa na ekskurziji jutri bo verjetno in tako dalje. Tako da predvsem takrat se ga najlažje opazi. Izven pouka, verjetno ure ga ne zanimajo toliko. Pri urah se mi zdi, da ga je zelo malo. Ja, pri športu, ne vem. Pri športu, da je? Ne, seveda, tudi ni. Pri športnih dogodkih.
Pri športnih, Poljancem. pri gledaliških, pri kulturnih, pri vseh teh se nekako ustvarja. Okay. Jaz sem mislil, da ga ti pa športni vzgoj dobiš tam Ne. v dvorani ali pa nagrado ali pa nekje ste. Okay. Torej, kot dijak si rad imel košarko, treniral si na Ježici, Olimpiji in še kje? Spisek je kar dolg. No, ti pa vem, kje sem sedel. Super. Jasno, bil si tudi v šolski ekipi in tako. Miloš Pogačar mi je rekel, da je bila tvoja posebnost, da si metel tako z levo kot z desno roko. Drži, ja. Da si Drži. da oboje vladaš. Ne? Ja, odvisen zakaj. Recimo meti v daleč so z levo roko, meti od blizu so pa bolj natančni z desno roko, kar verjetno obrambnega igralca Dominantna roka je pa kera. načeloma desna. Ampak pri košarki pa nekako desna ne funkcionira tako zelo In dobro. koliko let si se ukvarjal z košarko? Ja, mislim, da je bilo v končni fazi nekih 14 let vse skupaj. No. Tako da začel sem pri košarkarski šoli Petra Vilfana, potem je bila Olimpija, potem mislim, da Šmartno Pingvini, potem Ježica, Ilirija, pa potem v bistvu po mojem, da bo ravno obratno, iz Ježice v Kraški Zidar, pa potem na koncu Cerknica. Tako da teh klubov je bilo kar nekaj. Super, to je ful si potem 14 let, to je dolga doba. To je... Ja, Kdaj si se začel nabere. to? Kdaj si sedmi, Da, sem začel, desetimi? po mojem, da v mali šoli, no, še na ledini, takrat je bila neka taka bolj, kaj pa za neka motoriko, no, smo se bolj učili, pa neke žoge so bile in potem je nekako prišlo do tega, da kaj pa če bi košarko. Tako da po mojem še pred osnovno šolo. Tukaj imam neko zanimivo vprašanje. Na kakšen način si se zabaval v dijaškem obdobju? Ste se zabavali mogoče tako? Kaj ste hodili to? Ne vem, a so takrat že obstajali CZŠ, te čist socialni žuri? Ja, na ene dva po mojem, da smo šli, no, tako da se spomnim ali Tivolja. To je bilo, to je že bilo. Drugače pa tam je bil en klub, ki se je imenoval Fabrika, tako da smo šli večkrat tja, zdaj je ta zadeva zaprta. Potem pa tako, verjetno čisto običajno, no, malo smo šli kdaj kaj ven, nič posebnega. Ne bi rekel, da smo imeli neke posebne lokacije, pa kakšne posebne dejavnosti, s katerimi ne vem, bi kakorkoli izstopali v primerjavi z ostalimi. No, tako da mogoče, ja, če še že to zagotovo, plus Fabrika je bila takrat neko tako gravitacijsko območje, bi jaz temu rekel, pri geografiji. Ne. No, te garniture učiteljev so te učili še Miha Pohar, slovenščino. Ja, slovenščino je Miha včasih učil in pa Andreja Hočevar pri matematiki. Ne. Miha Pohar pripoveduje, da si bil bolj tih in premišljen. Andreja Hočevar pa, da si bil tam v neki zlati sredini, da se nisi izpostavljal, da nisi bil nek problem in tako. Fino. Le kdo bi se izpostavljal pri matematiki? Jaz sigurno ne. Predvsem me veseli, da me ima za zlato sredino. No, no ja, se do neke fore z Andrejo še prideva. Kaj recimo pri dijakih ceniš ali obratno, kaj pri dijakih preziraš? Kaj ti gre, kaj to recimo, kaj ti gre na živce, s čem ti kdo lahko stopi na nerv? Ne? S čim začnem? Ne vem, vse mi je. Gremo mogoče do teh minusov. Lahko iz minusa na plus. Na plus, ja. Ja, moti me to, da imajo na mizi tisto, kar telefon? Ne spadati. Ja. Pa ne, niti telefon ni tako zelo problematičen, zato ker včasih delamo kakšno stvar s telefoni, pa me ne moti niti to, da sploh pri geografiji kakšno stvar poiščejo na internetu pa na zemljevidih, zato ker so lahko zelo hitrejši kot v kakšnem atlasu pa kaj takega. Tako da to ni problematično, me pa seveda moti, če se pogovarjajo na razne načine. Tako da načeloma je bilo fino, da bi imeli te zadeve stran. Če ima kakšne sladke pijače, to se mi zdi tako res malo podcenjujoče. No. Višek, ja. Drugače pa ne vem. Kaj pa obnašanje, kaj je obnašanje? Če je kakšno arogantno obnašanje, pa kaj takega načeloma, pa mislim, da nekih težav nasplošno niti ni. No. Tako da težko rečem, no, da je prav zelo veliko enih negativnih stvari. Kar pa cenim, je pa verjetno to, da si nekateri upajo narediti kakšno napako, kar
je čudovito, zato ker je to priložnost, da mogoče zadevo pregnetemo in dobimo še kakšen dober odgovor iz tega, ne, čeprav naredijo napako, tako da to mi je fino. Potem pa nasplošno, če razmišljajo svojo glavo, če imajo karkoli za prispevati, torej če tvorno sodelujejo in se razvije neka debata, je super, zato ker iz teh debat lahko marsikaj potem pride. Predvsem, če so tiho, je potem zadeva majhen bolj klavrna. Ali so ti Poljane ljubše kot dijaku ali kot profesorju? Ti poznaš oba načina, kaj ti je bolj ljubše, kot, po moje bolj zdaj, a? Težko reči v bistvu. Bi se vrnil v dijaška leta? Bi se, absolutno bi se. Res? Bi. Jaz se ne bi nikoli. To je bilo moje mračno. In en, kam si ti hodil? No? Kam si ti hodil? Sem hodil na gimnazijo, na srednjo šolo Šentvit. Okay. Pa ne, da nimam lepih spominov, ampak ni to obdobje nekako mi ni. Če bi se vrnil v obdobje fakultete za šport in to je to. Srednješolsko obdobje nikoli se ne bi vrnil. No, vidiš, jaz pa se v bistvu na faks bi se, ampak bi se pa prej na Poljani. Rajš bi bil v dijaškem kot zdaj, kot uči. Ja. Dobro. No, bi pa vseeno rekel, da je zdaj na nek način boljš. Predvsem zato, ker je to lahko daljše obdobje. Ne? Tisto 4 leta, to pa lahko traja. In vsako leto se zgodi kaj novega. Ne? Tako da imaš boljše, slabe dele oziroma faze, tako da tista je pa samo ena. Dobro, študentska leta si študiral na filozofski fakulteti, vzel si smer španščina, geografija, v sklopu študija si se tudi vračal na gimnazijo Poljane. Sodeloval si s Petro Novak, če so moji, pa delno mogoče malo še z Milošem. Ampak v glavnem tudi z Milošem, ja. Nekaj vem, da te je... Dvakrat sem bil po moje sodnik na... Ne, igral si? Enkrat sem za učitelje? Ja, igral sem pa tudi za učitelje. Ja, no, tako. Kadarkoli si se vračal, vključeval in sodeloval v šolo, si ohranil dobre odnose, ne? In s tem si verjetno tudi odpiral, si puščal priprta vrata za mogoče za kdaj, da boš ti učitelj na Poljanah. Težko si predstavljam, da si načrtoval to, da boš učitelj. To se je zgodilo verjetno po nekem naključju. Ja. Težko to načrtuješ. Ne? Mislim, absolutno ni bilo načrtovano. No. Ja. Pač, tako se je zgodilo in ni bilo nekih večjih načrtov za tem. Ne. Sem spadajo tudi ta potovanja. A vsak geograf tako potuje, pa raziskuje, pa tako. A to velja za vsakega, da nekako z takimi odprtimi očmi, zvedavimi hodite po svetu? Po mojem, da to velja za večino, ampak se mi zdi, da bi tako tudi moralo biti. No? Glede na to, da poučuješ predmet o tem planetu, o površju, o krajih in tako dalje, je zelo dobro priporočljivo, da to tudi poznaš. Ne? Tako da včasih se mi zdi kar malce hinavsko po svoje, da govorimo o nečem, česar sploh ne poznamo v resnici. Ne? Recimo Avstralija je ena taka celina, ki je malce zagonetna, kar se tega tiče. Ne? Ja, tam še nisem bil, tako da je malo drugače govoriti o tem ali pa o nečem, kar res suvereno poznaš, si videl marsikaj od družbenih značilnosti do fizično-geografskih in tako dalje. Tako da to je pa popolnoma druga zgodba. No, pa dajva se pogovarjati potem o destinacijah, kjer si že bil, kjer si jih že osvojil. Prehodil si celotno Camino di Santiago. Drži. In to je 800 plus kilometrov. Koliko je to natančno? Ja, v resnici je kar blizu 900, če ne celo več. Ne? Zato, ker do začetkov je več in odvisno, kje je tvoj začetek. A si prehodil celo? Začetek. Celo, od Francije do Kompostele. Tako da to mislim, da je več kot 900 km. Tisti del, ki se pa začne na španski strani, pa verjetno 800 nekaj. Ja. To pa bi verjetno držalo. V katerem letnem času si se tega lotil? Mislim, da je bil to začetek avgusta oziroma mogoče prva polovica avgusta, no, tako da zaključek je bil pa potem septembra. Bilo je kar vroče. To so še glih, sem hotel reči, še ful vroče temperature. Vroče je bilo. Mislim, da je bil rekord tam nekje čez 40, no, tako da tisti dnevi so bili kar
naporni, ruzak, Težave z vodo. težave z vodo. Tudi na tistem delu sicer ne toliko, no, ampak vseeno sonce je tako zelo močno, da je pa zanimivo to, ena taka hecna specifika je tega kamina, da v bistvu ti hodiš tako direktno proti zahodu. Na severni polobli gre pa sonce po južni strani, in v bistvu si precej bolj ožgan po levem profilu kot po desnem. Tako da je treba kar malo paziti, kako hodiš. Tako da sem imel kar nekaj časa v bistvu tako malo zakrit na levi strani. Zanimivo, kako se razvija celotna izkušnja. A si se odpravil na pot, kaj je bil vzrok, da si se odpravil? Ali je bilo to religija, ali je bilo to duhovnost, ali ne vem kaj? V bistvu rekreacija in potovanje. Tudi na koncu, ko dobiš tisto diplomo, lahko sam, kljukaš. V dvoje, v skupini? Sam. Čisto sam. Ja. Koliko si bil takrat star? Po faksu, med faksom, po šoli? To je bilo po moje, da 2014, 2013, tako nekako. Se pravi, med faksom je bilo nekako, ja. In koliko časa si potreboval, da si za celotno prehojeno pot? Za celotno sem potreboval 28 dni, sicer se predvideva 33, kar je malo tudi pričakovano za neko romarsko pot takega tipa. Tako da mi je uspel malo pohiteti na enih etapah. Združil sem jih in na ta način se je tisti dan prehodilo več. Načeloma se prehodi recimo na nekih 25 km. Koliko je to 5 ur, 5, 4, 3? Ja, ne, 3 ne. 3 bi bilo kar hitro. 4 ali pa 5 ur Ja, med maksimum, 5 in 6, odvisno od tega. So še kakšni hribi vmes ali pa kaj podobnega, odvisno koliko ješ, kdaj piješ, kje dobiš vodo, a se kdaj izgubiš, ker tudi to ni neka vodena zadeva. Sicer je zelo dobro označena, ampak vseeno se pa lahko izgubiš. Enkrat sem se tako zelo resno izgubil. Niti približno ni bilo zabavno. Mislim, poleg tega, da sem izgubil tam nekje 1 ura pa pol, sem šel na mesto gor, nekje v enih hribih v Galiciji, sem šel dol. In takrat sem štartal med prvimi in nihče ni bil pred mano. Jaz sem štartal predvsem zgodaj zato, ker je bil to že zaključni del kamina in takrat se pojavijo tako imenovani kamino turisti. To so ljudje, ki ti grejo v takem formatu na koncu kar malo na živce, zato ker ti nekako odžirajo prostor v albergih oziroma v nastanitvenih kapacitetah. Oni hodijo krajši čas in naprej že pokličajo, kar na nek način je malce nefer, in ti potem nimaš kje spati. Tako da je edina opcija ta, da štartaš prej, prehitiš in prideš prvi na cilj in to. Takrat sem res grešil in sem zatal v en tak zaselek, tako kar malo mistično, megleno je bilo vse skupaj in kar naenkrat ena hiša in en pes, drug pes, tretji pes in na koncu je bil cel trop psov in so šli tako proti meni. In nisem vedel, kaj narediti. Odvezani psi? Odvezani psi, odvezani. Pa res jih je bilo več kot 10 vsaj. Kaj si povedal? Ja nič, potem se je zgodil nek instinkt. Roke sem dal na razen, malo sem šel takole ritensko nazaj, probal sem biti tih, ne vem, je dobro, slabo, ampak načeloma sem se oddaljil na ta način. Mislim, lahko bi rekel, da sem mirno odreagiral, nisem tekel, potem sem pa naredil še eno neumnost in sicer 200 metrov stran, ko je ta šok popustil, sem se usedel na en tak zid, precej visok zid, in potem sem z ruzakom skočil na tla in nisem bil prav zelo pozoren in je šel gležen sam tako. Zvil si si? Nisem si ga čist zvil, ampak sem si pa potem zamislil, ojej, kaj pa, če bi si tule karkoli zlomil. Ker tam ni bilo nikogar, tam res ni bilo nikogar. Sam tisti psi, zaselek, verjetno ta človek, ki tam živi, ampak od teh kaminohodcev pa nikogar. Tako da potem sem šel nazaj po klancu gor in sem se pridružil recimo da zadnjemu delu te skupine. Malo tako, prvi bodo zadnji, zadnji bodo prvi, tako tak hecen. Dnevno si upravil 25 km, plus minus kaj? Ja, mislim, rekord je bil po mojem ena etapa 40. A si sploh imel kdaj slabo vreme, v smislu padavin ali kaj takega? Zelo malo, mogoče da 2-krat. Sploh v tem delu Galicije, ki je bolj oceanski. Si zmeraj uspel priti do postelje ali si mogel kdaj na kakšni klopi spati? Ne, to ne. Enkrat smo imeli pa eno težavo, ko je bilo vse zasedeno, potem je pa en
španec se mi zdi, da je kar klical župana, v smislu, poslušaj, tole ne gre, tule so kareni, ki niso resni popotniki, dajte odpreti dodatne kapacitete, tako da smo potem spali v eni na pol porušeni stavbi. No. Kakšne nevarnosti pretijo na taki poti, recimo poleg žuljev, mišičnih bolečin, opisal si zdaj te neke pse, kaj se ti lahko še zgodi na tej poti? Predvsem je največja napaka ta, da imaš pretežek nahrbtnik. Ne? Tako da tule verjetno nekaj več kot 10 kg, ok, kar je pa več, je pa vse ekstra, no, tako da je treba imeti zelo dobro spakiran, minimalno neke opreme, tako da največ ljudi se mi zdi, da se s tem potem nekako zaštrika. No. A vode, hrane imaš dosti ob poti? In ne, odvisno od tega, v katerem delu si. Tisti tako srednji del, tam, kjer je meseta, tam je zelo sušno, ni nekih trgovin, včasih je kar malo klavrno, no, vse skupaj. Tako prideš v kakšno vas, ki je popolnoma zapuščena, hiše so narejene iz slame, iz blata in tako dalje in se resno vprašaš, kje si, ker je to šok v primerjavi z ostalimi deli Španije, ki so velika mesta, lepa arhitektura, marsikaj se najde, tule pa nič, čisto podeželje. A se da pride čez brez španščine? Z angleščino je da. Da, ampak v bistvu ena lepota te poti je tudi ta, da je tako zelo rutinska. Ne? To so eni in isti dnevi po svoje, kar pomeni, da tudi če ne znaš španščine, lahko pridobiš nek osnovni vokabular in ta vokabular lahko potem uporabljaš za komunikacijo, kje boš dobil za jesti, za piti, v bistvu se skozi ponavlja. Ne? Hodaš, nekaj poješ, nekaj popiješ, stuširaš se, obesaš, greš mogoče na kakšno pijačo zvečer, potem pa spat in to je to. A te je imel kdaj, da bi prekinil oziroma da bi naredil pauzo dan, dva ali pa da se odpočiješ? Ne. Ti si že s tem programom šel tja, vsak dan bom hodil, tok pa tok in gremo. Pa v bistvu ni bilo tako zelo rigidno. Jaz sem rekel, šel bom, sem pa nekako verjel, da bom to brez problema naredil in to se je tu zgodilo. Tako da ni bilo nekega načrtovanja. Zanima me še, koliko čevljev si porabil, a si imel skozi ene in iste? Ene in iste sem, a si te iste čevlje lahko še kdaj uporabil? Ali si jih toliko znucil? Ne, še vedno jih imam. Še vedno jih imam, to so bile ene take... Gojzerji, ali kaj? Ne, v bistvu Nike trail zadeva, taka bolj tekaško trail, lahkotna stvar. Gojzerji, jaz bi jih odsvetoval. Ni resnih hribov. No. To je tudi mogoče napaka drugih, ne, da pridejo iz raznih koncev sveta in potem si mislijo, da je to nek resen pohod v hribe, v visokogorje in ne vem kaj še vse. Tam ni nobenih velikih višinskih razlik za premagati. Vsaj z vidika enega Slovenca. No. Mogoče Pirineji na začetku, ampak te Pirineje že nekako... Mnogi, ki hodijo na to pot, hodijo zaradi različnih vzgibov. Ne. Zdaj, kaj si ti potegnil po poti? Kakšne izkušnje si pridobil o sebi ali pa o, ne vem, tako, po dokončani poti? Na poti vidiš kar nekaj ljudi, ki hodijo zaradi kar precej resnih zadev. No. Pišejo dnevnike, imajo dobre, slabe momente in tako dalje. Razrešujejo svoje razrešujejo travme ali pa kar precej resne zadeve. Tako, ja. Jaz nekih takih obremenitev v resnici nisem imel, tako da mi je bilo to A si navezoval stike med popotniki? Tudi, tudi. Ja, se to nekaj povsem naravnega. No. Ustvari se sicer neka skupina, tista začetna štartna skupina, potem se pa srečuješ, prehitevaš, eni zostanejo, pa te potem dohitijo ali pa obratno. Tako da neka skupina se ustvari in potem je komunikacija v bistvu kar precej. No. No, predvsem pa te osebe, ki hodijo zaradi resnih problemov ali pa nekega vzgiba po razčiščevanju, so zanimive za opazovati. No. Verjetno je pa težko biti v njihovi poziciji. Jaz na nek način tega nisem imel. Zagotovo pa razmišljaš o marsičem, saj imaš 6 ur tišine na voljo, da marsikaj premisliš na tej svoji poti. Kje si že potoval? Kje si še potoval? Jaz se pomagam, da si omenil. Tajska je bila... Venezuela, Kuba, Tajska, Črna Gora, Albanija, Kenija. Zato vemo. Še kaj? Ja, pa po Evropi marsikaj, več ali manj vse evropske države v osrednjem delu, pa
Kje jug ti je bilo Evrope. najbolj zanimivo, zakaj? Od Kje mi je vseh bilo tvojih najbolj zanimivo? popotovanj, ja. Kam bi šel še? Zagotovo bi šel še enkrat v Kenijo, recimo. To je bilo kar zanimivo. Safari verjetno je bil najbolj zanimiv. Sicer ima mnoge sporne točke, ampak videti te živali v svojem bolj ali manj naravnem okolju je pač fascinantno. No. Tako da to, potem kar nekaj iz Tajske bi po mojem tudi izbral, no, kakšen otok, sploh en tak zelo mejhen otok, no, Komuk recimo, ta je bil zelo simpatičen. Sploh ena restauracija direktno v gozdu, tam so tudi živeli lastniki te restauracije, tiste je bilo res dobra kulinarika. No. Dijakom si pokazal posnetek, kjer si se kotalil po peščenih sipinah. Zdaj me pa zanima, kje je to bilo in kako je do tega prišlo. Ja, ta posnetek je nastal v Venezueli, v eni puščavi, tam tik ob morju. Ja, posnetek je mal hecen po svoje, ne? Zato ker se jaz kotalim, na koncu se vidi tudi to, da me malce zanaša zaradi kotaljenja, ampak zadnje je neka ideja. No, že na več potovanjih se občasno posnamem oziroma uporabljam neke videoposnetke za to, da se potem prikaže v razredu. Tako da poskušam dokumentirati neko zanimivost ali pa recimo, da nek fizično-geografski element v naravi ali pa družbeno-geografski element, ki ga potem lahko sprocesiram v nekaj, kar se v razredu pretvori v presežno vrednost. No, da ni to samo neka pripoved ali pa neka učbeniška zadeva, ampak da se da s tem materialom nekako ukvarjati. No, tako da mi potem vzame kar nekaj časa ta montaža, ena montaža zame, taka bolj privatna recimo, pa ena montaža za pedagoške namene. No, tako da nisem še vsega zmontiral, recimo Tajsko še vedno montiram, pa je to zdaj že 2 leti od tega, še več. Vedno pa dokumentiraš, ko hodiš odprtih oči po svetu, dokumentiraš, fotografiraš, kar se da, ne? Tako, tisto, kar se mi zdi smiselno. No, tako da mogoče v teh skupinah ali pa družbah, ko se to dogaja, je včasih malo moteče, ker se jaz ustavim brez nekega razloga za njih, ampak vidim nekaj v naravi, pa se mi zdi, da je to stvar za v razred. Povej mi, če bi ti kdo ponudil možnost, da se za stalno preseliš v neko državo, na neko destinacijo, kam bi šel? Zakaj? Se lahko rečeš, kaj sem, ne vem, na Antarktiko. Ne, po mojem, da ne. Verjetno ne bi šel v neke eksotične vode, lokacije in tako naprej. Ker? Ne, ker je tisto tako zelo drugačno po vseh možnih parametrih, da niti sam ne vem, a bi mi bilo to v redu. Takrat je to fascinantno in fino in fajn, rajsko in ampak tako, ne ja. vem pa, če bi tam zares živel. No. Tako da najbrž bi nekaj iz tega sredozemskega bazena nekako izbral. No. Mogoče kakšni deli Španije, Francije, Hrvaške mogoče, tako dalje. Bi raje potoval v prihodnost ali v preteklost? Se mi zdi, da v preteklost. Kam? Kjer obdobje v preteklost? Ne, Se to lahko na hitro nekaj Rimsko odgovoriva. cesarstvo verjetno. To. A pa ne. Mogoče bilo to malo preveč kruto. Ne, mogoče 200 let nazaj. Mogoče bi se dali s tem kaj delati. Mogoče se lahko pogovarjava še o tem sodelovanju z venezuelskim veleposlaništvom, da si tudi nekaj časa, preden si začel učiti na Poljanah, preden si se vrnil na Poljane, si sodeloval z tem venezuelskim veleposlaništvom. V kakšnem smislu? Kot prevajalec, kot ne vem. Ja, kot prevajalec. To je bila glavna stvar. Mislim potem tudi, recimo, da kot nek asistent in potem se je zgodba razvila naprej. Ampak v osnovi, ja, kot prevajalec, kot tolmač, pa moram reči, da tolmačenje je taka zelo težka zadeva. Težko rečem, da mi to hudo leži, zato ker je preveč enih vnosov v eno in v drugo smer in kapo dol vsem tolmačem, ki to upravljajo vrhunsko. No. Tako da ja, prevodi pa so bili sestavni del tega. Ja. Dobro, kaj najraje počneš zunaj službe in njenih obveznosti?
Najraje bi igral košarko. Se pravi, aktivno si dejaven. Ja, mislim, v to mi košarki? manjka, pa se tudi recimo s kolegom Jerebom hodimo vsak četrtek na košarko, tako da to je zadnje tedne. Kdo je boljši? Pa težko reči, ker sva drugačen tip igralca. No. Njega je precej več skupaj, tako da je pod košem, mene pa malo manj, tako da iščem druge niše v tem. Ampak kot duo, po mojem, da so pa kar v redu. A zmeraj igrata skupaj? Ne igrava vedno skupaj, no, ampak se pa uigrava, zato ker imava resen namen na Poljan Festu nuditi en tak korekten odpor našim poljanskim ekipam. Tako da ko se že pogovarjava o košarki, kdo ti je tak idol košarkarski? V kom si se zgledoval? Kdo bi rad bil, ko si bil košarkaš? Imaš nekega idola, imaš nekega carja? Ja. Kdo je to? Ja, nekoč je bil nekdo, ki ga verjetno zelo malo ljudi zdaj poznam. To je bil Ariel McDonald. A ga poznaš? Seveda. Ja. On to je bil en košarkar naturaliziran Američan, ki je igral pač v 90-ih ali nekje tako tam za slovensko reprezentanco. On je bil organizator igre, res lep met. Jaz sem zdaj pričakoval, da boš rekel LeBron ali pa da boš rekel Jordan, pa da boš, ne vem kaj da boš rekel. Ne, to me ne fascinira. Ariel McDonald. Preveč so fizikalni. No. Preveč enih mišic, ki jih uporabljajo kot brutalno silo za podiranje obrambe. Okay, poleg košarke imam tukaj nekako napisan še hokej. Hokej? Ja, na travi ali na ledu, ali to napaka? Ne, okay. To čist drži, ampak to so pa res otroška leta. Kot hokej na ledu? Ne, hokej na rolerjih, temu se reče inline hokej. Inline, ja. To je bilo precej zanimivo. No? Tam na našem igrišču, tam, kjer smo imeli kar nekaj blokov in potem neko kvazi igrišče, dvorišče, parkirišče, smo imeli gole. En kolega je bil, mislim, da nečak od Igorja Beribaka, to je bil en branilec, hokejist, branilec slovenske reprezentance. Tako da smo imeli tudi tisto golmanko, tako malo bolj debelo palco, pa tiste pake, oranžne barve, tako da zanimivo, no? Ena taka zelo taka otroška zgodba, z eno resno opremo po svoji in se nam je zdelo, kaj pa mi zdaj tle oblikujemo neko bodočo, neko zelo uspešno zgodbo v slovenskem hokeju, ampak v resnici ni bilo nič iz nas. No? Glede aktivnosti, kaj se potem ukvarjaš s kolesarstvom, pohodništvom, prakticiraš jogo? Tudi to, ja. A to v skupini ali sam? Ne, v skupini. V skupini. Sam se mi zdi, da še nikoli nisem poskusil. No. Rabim nek tak zunanji motiv za to. Kateri je tvoj najljubši joga položaj? Šavasana. In to je? To je položaj trupla. Trupla? Ja, ne, se hecam. Od aktivnih položajev, ne vem, zelo zanimiv pa težek je en položaj, ki se mu reče utkatasana, to je kot stol, tak silovit položaj, no? Pa razne puščice, to moram reči, da mi nekako leži. Marsikaj mi pa ne leži in joga ima en tak zanimiv koncept, pa dimenzijo tega, da vpliva na ego in ko nečesa ne znaš oziroma ne zmoreš. Vpliva na ego v kakšnem smislu, da ti ga zbija? Zelo hitro ti ga lahko zbija, če imaš previsoka pričakovanja. Težko je v resnici tudi sedeti. Tako da, to je verjetno ena fajn terapija, no? Sploh za tiste, ki imajo visok ego. Kdo te je navdihnil ali pa navdušil za jogo, oziroma kaj iščeš ali pa si mogoče najdel v jogi? Pa v bistvu je to prišlo kar nekako spotoma, predvsem pa tudi kot rehabilitacija ene poškodbe kolena. No. Tako da nisem vedel približno, s čim bi se ukvarjal, pa da ne bi to obremenjeval kolena, tako da je bila to ena taka lepa opcija, pa se še zdaj nadaljuje. No. Kako si z glasbo? Kako sta si z glasbo prijatelja? Ja, jaz zase pravim, da nimam prav posebnega posluha, no, tako da jo predvsem poslušam. Kaj poslušaš rad? Poslušam predvsem rock glasbo. No. Verjetno bi se našlo tudi kaj drugega, verjetno kakšen jazz bi bil blizu, ampak načeloma pa rock,
nekaj, kar gre lahko v smer mogoče bluza in tako dalje. Skratka, tu nekje se držim. Čeprav, ne, po drugi strani pa tudi kaj od elektronike je čisto ok. Recimo, ne, v zadnje čase večkrat poslušam ta nov album Stromaja, to je en belgijski kompleten umetnik. No. Ga poznam, ja. Obiskuješ koncerte, glasbene festivale, se udeležuješ? Ja. Veste se na enem glasbenem rock festivalu v Novem Sadu sta se srečala z profesorjem Poharjem. Prosim. A je to ista epizoda? Ne. Ba je, no, lej, to mi je povedal on. Zdaj, če se ti tega ne spomniš. Če sva se upravičujem. V Novem Sadu, ne spomnim tega. Nista nič komunicirala, samo tako žijo. Pa kaj, da si šel na nek festival v Seget? Ja, na Ziget festival. Ziget, ja. ok. Ja, to je v Budimpešti. Ja. Ja, festivali so nekako blizu, to je velik dogodek, to je praznik glasbe in ogromno nekih izvajalcev velikega formata in če je nekaj, kar je meni fino, je to zagotovo Na kater koncert je bil prvi, zadnji in pa najbolj zapomnljiv, recimo tak, da ga imaš res v spominu, da je bilo dobro, da je bilo super. A imaš kaj tazga v spominu? Ja, verjetno bo to koncert Kaleja kot predskupina Rolling Stonesom v Avstriji. Od Kaleo, islandski band. Ja, v bistvu bila to prva izkušnja z njimi in se pravičujem Rollingom, ampak meni so se zdeli oni boljši. Mlajši, ne? Ne, predvsem boljši sound je bil. Res dober. Res? Kaj pa Rollingi? Rastura? Tudi v redu, ja. Dobro. Rastura. Dobro. No, dajva še malo teh... Lahko sem še odgovoril. En koncert, ki je bil pa res zelo poseben, je bil pa tik pred korono, mislim, da je bilo to še marca, je bil pa koncert Lole Marš v Šiški, je bil pa en tak zelo prikupen. Tako da, tudi Lolo Marš poslušam, pa ni rock, tako da je odmik od tega. Nje pa ne poznam. Pripravil sem se bolj za Arctic Monkeys, The Doors, Laibach, Nick Cave, Kaleo, za Kaleo sem vedel, To. Baje, da si pred korono ali med korono ali nekaj tako posadil v lončku avokado. Avokado, ja. In ne samo to, dal si mu ime Koronini. Koronini, ja. Korona, Koronini. Drži. In kako gre zdaj temu avokadu? A je dal kakšne sadove? Ne, sadove, absolutno ne. Liste, cvetove? Ne, je pa zrasel, no. Zrasel je, listo je zdaj že kar nekaj, malo se sicer sušijo, zdaj ne vem, ali jaz nimam prav zelo zelene roke, ali kako se temu reče. Čakaj, prosti, dejansko peško od avokada si dal v zemljo in to? Ne, v zemljo ne, najprej jo daš za kar dolg časa v vodo, najlažje na zobotrebcih in potem čakaš, precej potrpežljiv moraš biti, no, in potem se enkrat zgodi nekaj in potem se razvije en tak repek in potem korenine. Treba biologe vprašati, jaz ne vem. In potem se razvijajo korenine in potem še rastlina, potem to premakneš v zemljo in zadeva uspeva. No. Tako da je že kar konkretna zadeva. No. Ni neko drevo, je pa rastlina. Tako da z rastlinami se kar precej rad ukvarjam zadnje čase. No. Poleg teh rastlin in tega imaš tudi mačko Žužo. Drži. In ribe. In tudi ribe, kako gre to skupaj? A kdaj mačka Žuža proba kaj nad akvarijom, kaj loviti? Poskuša že, ampak se je akvarij. Težko ji karkoli uspe. No. Sploh, ko je bila mlada še, mladiček je lovila te ribe, ampak to je bilo samo praskanje po steklu, tako da se ni nič zgodilo v resnici. Ne. Kakšne ribice imaš? Take bolj mehne, no. Najprej so bili tropske, modročke, pa ene take biserne cebrice, nebesne biserne cebrice, mislim, da se jim reče konkretno, pa potem še te koridoras, to so taki bolj talni. Je pa v zadnjem času v tem akvariju ogromno modrih rakcev, no, oziroma kozic, tako da tega je pa zdaj ogromno. Pa potem še kakšen vrtinčar, to so taki črvi, ki delajo malo škode, pa tako, no. Pa uži. Zdaj, tvoji dijaki
so mi dali tudi nekih takih splošnih informacij, fun faktov, tako nekako, ne, nekih brezveznih informacij, v smislu, katero serijo gledaš, Okay. La Casa del Papel, Ja, ne, potem kater najfilm, ne vem, Titanic, govoriš angleško, špansko, francosko, balkanski jeziki, še kaj? Ne. ne vem, latinščino sem imel. Točno, ja. Imel sem na fakulteti tudi tečaj esperanta, tako da bi šlo tudi nekaj v to smer. Ja, malo znam rusko prebrati tako. Potem imam še klele ene par vprašanj dal si neke izjave za poljanski, za BNK si dal izjavo, da sprašujemo te, kaj si mislil pod izjavo poljanski brownie? Kuki, Ja? poljanski kuki. Kaj je to? V bistvu je to nek termin, ki so ga v mojem razredu, mislim, da oblikovali. No? Tvojem, Poljanski 2C. kuki, poljanski piškotek. Ja, se mi zdi, da je tako prišlo do tega. No? To je tisti piškotek tam iz pekarne zraven činkol. No? Nima nobene veze s kakšnimi substancami, note samo čokolada, pa verjetno osnovne sestavine. Je bilo pa na BNK-ju to tako vzeti iz konteksta, da direktno zgleda tako, kot da bi bilo kaj noter. Tako da, Ok, posvetiva se še zadnjemu sklopu teh mojih vprašanj. Mogoče gre malo bolj za taka neugodna vprašanja, ampak niti ne bodo, ne smejo biti neugodna. Ali imajo dijaki zate kakšen vzdevek, ko se pogovarjajo o tebi? zagotovo imajo. Recimo mene, za sebe vem, jaz sem Zilbi, To je še v redu. pa po mojem. Dolfi, ali Dolfi pa tudi. Uki, ali pa Urke, to vem, pa še je tega. Ti za sebe veš, kakšen vzdevek? Ja, vem, mislim, sej imam ušesa, tako da tisti, ki govorijo to, bi jim najraje vedno rekel, pa sej vas slišim, pa lahko, prosim. Bova povedala ta vzdevek ali ga pustiva? Ja, se mi zdi, da se večkrat sliši Jezus okoli, ampak prav, mislim, Ja, res moram je. reči, da me ne gane to. No. Ne, pa sej, lej, Ne vidim neke prav zelo resne podobnosti. Mal daljši lasje, bradica, podobna postava. Moram reči, da je na mestu, pa ne zdaj to, da vzpodbujam zdaj ta vzdevek, ampak tako. Ja, No. okay. Še Zdaj dobro, pa da imamo res natančne fotografije. Lej, zdaj njegove pa podobe. prihajava na ta del, ko si dobil, namreč mi imamo v zbornici, ima vsak učitelj ima svoj predalnik, v bistvu nek kaselc, kjer dobiva pošto, neke liste in to. In ko si ti začel učiteljevati na naši šoli, si, zdaj ne vem kdaj, po letu ali po 2 letih, dobil v svoj nabiralnik nek list. In ta list je bil tvoj popravljen test iz matematike. Koliko je bila ocena? Ja, kaj misliš? Bila je ocena negativna. Ne? Ja, seveda, Ja. da se to jasno. No, meni se dela ful dobra fora Odlična od fora. Andreje. Prišel si na šolo, dala ti je ta test, pokazala ti je, kje ti je mesto, Točno a to. ne, da ne boš kaj mislil. Ne? Vrhunsko. Ja, ful dobra fora. Bi pa sam to še dodal, no, da je bil prav zanimiv trenutek, ko sem ven potegnil, itak zgleda kot pač navaden list, a ne neko sporočilo ali pa kaj takega, pač lahko bilo karkoli. In potem pogledam tistih, mislim, da je bilo enih 33%. In tako za 2 sekundi me je prav popeljal tja, v tiste čase. No, v tisto moro. Mislim, počutil sem se dijaka in sem se resno vprašal, ojej, zdaj imam pa en problem, tole je ena, to bo treba nekako popraviti. Ampak pol nekako sem se vrnil nazaj skozi to črvino v Bil si na koncertu Lane Del Rey, ampak ne po svoji izbiri. kako je pa to do tebe prišlo? Kaj to pomeni, da greš na koncert ne po svoji izbiri? Ja, to je bil del te festivalske zgodbe. Ja. Tam je marsikaj in pač greš na stvari. In to je bil kar precej dober koncert v resnici. No. Tako, dober kontakt ima s publiko.
Ja. Te je navdušilo, super. Ne vem, sem bil tudi na koncertu Dua Lipe, ki je bil pa en dan zatem pa zelo podobna zadeva, pa moram reči, da brez veze. V šolo, vsi vemo, da se v šolo voziš s kolesom. Okay. Vsi vemo, da imaš nekako, mislim, ne vemo vsi, vem jaz, no. Da imam srebrno puščico s kufri. Da imaš specifično kolo. Specifično, ja. In kaj specifičnega na tem kolesu je, da imaš tako eno ali pa dve veliki torbi na prtljažniku in pa, da imaš lisice na mesto zaklepanja klasične kolesarske verige. Zdaj nas pa zanima, kaj hudiča voziš v tej kolesarski torbi, ki je res velika, Ja. in kako se lisice obnesejo za zaklepanje kolesa? Ja, lahko kdo pobrska not po teh kufrih, a ne? Tako da tam najdeš kakšen zmečkan papir, kakšen račun, 2 para rokavic, nič posebnega. Prav nič nimaš noter. Nič zelo resnega. No? Ja. Počasi gredo tja kakšne knjige ali pa nakupi, tržnica in tako dalje. Tako da meni se zdijo blazno praktični. No? Je pa to verjetno neka specifika tega kolesa. V Ljubljani ni toliko tega, ampak v tujini je pa to na nek način praksa, ne? Da imaš na eni strani, pa na drugi strani to torbo, tako da meni se ne zdi nič tako ekstravagantnega. Lisice, a ne? Privilegij, kaj? Ne, najprej lisice. Okay. Ja, ta zgodba je pa v bistvu iz dijaških časov še. To je bila moja ključavnica za ponija, ki sem ga parkiral še na tisti strani. Tako da meni se zdi to perfektna ključavnica. Ker ima eno tako bizarnost v sebi. In sicer vsak, ki ima ta ključ, jih lahko odklene in je zelo enostaven ključ. To je ena taka cevčica z enim priveskom in to je to. Zelo enostavno. Ampak kaj nima ljudje tega, ne? Poleg tega je pa verjetno še en tak psihološki faktor, ki si rečejo, ali je ta človek policaj, pa se z njim ne bi prav igral, ali je pa psihopat, pa se tudi po moje, da ni fino z njim igrati. Tako da zaenkrat se je še obnesel. Ne? Verjetno se strinjava oba dva, da tisti, ki hodimo na delo s kolesom, smo privilegirani. Ne? Privilegirani smo. Ne? Na kakšen način? Je to, da se izognemo lahko... Ja, hitro šviga skozi mesto. Ja, to. Najbolj elegantni način. Ne? Se strinjam. Potem, kaj me presenetilo? To sem zvedel pa od Jana. Rad ima družabne igre in uživa v sodelovanju le-teh. Ja. In to me presenetilo, pozitivno me presenetilo, ker tudi jaz imam rad te namizne, klasične družabne igre. Sam je ena razlika. Ja, kakšna? Meni so najboljše tiste, ki niso tako zelo tekmovalne, ampak so sodelovalne. Ti imaš pa po moje rajš tiste, pri katerih se zmaga, ali ne? Ka se zmaga in sodeluje. Ne. Čak, zdaj mi namiguješ na kaj, na Pictionary, pa na te pantomime pa to. Ja, tudi, Activity je pač neka taka klasika. Ja. Ne, ampak obstajajo še druge sodelovalne igre, recimo en tak otok je, kjer imaš ogromen set kart in potem moraš to svojo skupino pobegati iz tega otoka, pa iz puščave, več verzij obstaja. Katana ali kaj? Ni Katana, ampak Katana je Dobre, tudi v redu, ena taka bolj strateška igra. Ta otok je fajn, pa še marsikaj drugega se najde. No. To je zanimivo, mene to všeč, te namizne igre, družabne igre, to je... Ja, ne vem, bo treba očitno kaj organizirati tukaj na šoli, pa da vidimo, kako se to obnese. A najprej preveriš, koliko je globoka voda, ali kar skočiš? Preverim, ampak grem na nek instinkt pa zaupanje in zaenkrat se je še izkazalo vedno, da se nisem prav dal zmotil. Dober dan, hvala lepa, da si se odzval našemu povabilu. Ni problem. Hvala za pogovor. Mi se spet gledamo v naslednji epizodi z novim gostom. Imejte se fajn, do naslednjič in čauke! Čau, Bao, ko se ti izdel? Dobro. Sproščeno. Ja, mislim, zdaj, če bi bilo to večkrat, da bi bil to že nek ustaljen format, po moje, da bi bilo res vrhunsko. Nastavki so... Jaz nikoli nisem zadovoljen s sabo, tako da... Ne smeš, super si govoril, the best je bilo. The best mi je bilo. Mislim, tako...
Ne? A je bilo predolgo vse to?